zdravstveno trenerko za hormone. Danes pozdravljamo v svoji družbi Simon Godina. Lepo pozdravljena, dobrodošla. Živjo. Danes bo beseda tekla o tem, kaj je skupni imenovalec vseh, ki imajo izzive s hormoni, torej različnimi hormonskimi neravnovesji. In Simon, s tem se ukvarjaš že dolgo časa. Najprej si rešila sebe, zdaj rešuješ ogromno vseh drugih in tudi že učiš naprej ljudi, da lahko pomagajo naprej, ker ta problem je tako zelo pereč in številka je tako zelo velika. Kaj je skupni imenovalec vseh teh ljudi, ki imajo različna hormonska neravnovesja? Ni to samo neplodnost, neredni cikel, menopavza in podobno, ampak še marsikaj drugega. Vse bolezni se začnejo v črevesju. Tako da ta mikrobiom, milje v našem črevesju, je odgovoren tudi za regulacijo v bistvu hormonov, ker skozi črevesje seveda te hormoni potem prehajajo v jetra, preko jeter, potem naprej se pretvarjajo in seveda do možganov in na ta način povezujejo pač ta endokrini sistem. Tako da te bakterije, ki so odgovorne, ta estrobolom, tudi rečemo, to je delček mikrobioma, ki je odgovoren za presnovo estrogenov, je v bistvu ključen in tukaj imamo mi težave. Ženske predvsem pri presnovi estrogenov in s tem povezane pač vse te bolezni, ki si naštela. S katerimi hormonskimi neravnovesji se največ ukvarjaš oziroma vidiš, da je tukaj največji problem, da ljudje pol sploh začnejo sanirati to? Ščitnica? Ščitnica, potem ženske ginekološke težave s ciklusom, tudi rak dojk, tako da pač to, kar je nekako estrogensko pogojeno. Tudi ščitnica, ti nodusi, povečana ščitnica, rak ščitnice, to je tudi z estrogenom pogojeno in seveda z presnovo. V oddaji smo že govorili z dr. Dejanom Jaričem, ki nam je razložil ta aspekt, zakaj sodobni psihiatri, psihologi danes namesto antidepresivov pišejo probiotike, pa fermentacijske napitke, pa tako naprej. Ampak to je ta psihološki del. Podobna zgodba je torej pri zdravstvenih trenerjih. Začnete torej z mikrobiomom. Ja, hrana je pač tista, tako da jaz začnem vse od ust, želodec, črevesje in pol naprej, tako da se sistematično tega lotimo, ker začne se že v želodcu. Tam imamo premalo encimov, da bi razgradili proteine. Proteini so pa v bistvu taksiji za hormone, ki jih prenašajo po telesu. In tam se že začne, pol pa še naprej črevesje, kjer imamo pač neustrezne bakterije, neustrezni živalski vrt, lahko rečem. Želimo si, da je pragost, da je džungla, da je čim bolj živo, pestro, v bistvu imamo pa kaj? Golosek pa puščavo. Točno tako bi lahko rekla, ja. Simon, ali obstaja kakšen, ali statistični podatek ali kakorkoli, zdi se zelo jasno, da sploh z hormonskimi neravnovesji imajo problem recimo ženske, ki so v frizerstvu, v salonih, ki delajo z različnimi masami, barvami, z lasmi in vse podobne zadeve. Se uči tukaj, da obstaja nekje povezave s tem? Ja, definitivno obstaja. Tiste osebe, ki so bolj izpostavljene nekim kemikalijam, se tudi to lahko kot posledica vidi. Je pa okolje, hrana, plastika, vsa hrana je v plastiko zavita. Konec koncev tudi ekološka, tako da smo v tej povezavi, shranjujemo v plastiko, tudi priprava hrane je napačna in se vse to replicira, tako da te toksini so pač in hormonski motilci, vodo pijemo iz plastike, tako da tukaj to je težava in to je zdaj treba pač izločiti iz telesa. Po drugi strani pa premalo kvalitetnih želodčnih sokov in encimov in premalo bakterij, ki bi te hormone pravilno preusmerile. Ker če imamo napačne bakterije, potem tudi se ti estrogeni ponovno reciklirajo v naš telo, ne zapuščajo telesa, se pretvarjajo v škodljive proliferativne oblike, ki promovirajo razraščanje tkiva maternice, miomov, dojk, raznih fibromov in tako naprej, tako na dojkah, kot tudi na ščitnici, te nodusi, to premalo povezujemo, recimo s te močne krvavitve in tako naprej, te hiperplazije
in razne te zadeve, zato ker telo ustvarja napačne oblike estrogenov, ki so pa povezani tudi z temi encimi in to presnovo in seveda te vse kemikalije pa jih v bistvu še bolj porinajo v to napačno smer. Prehrana je pa napačna in seveda to ne gre ven iz telesa. Osnova je torej, da uredimo prehrano, dodajati fermentacijski napitek ali probiotike oziroma oboje. Ja, zdaj tako, razlika med fermentacijskim napitkom je ta, da je to v bistvu tekočina, ki jo mi vnesemo v telo in deluje že v želodcu kot encim. Tako da je podpora za te encime. To bo posledično tudi delovalo na jetra pa na žolčnik, ki so ključna pri hormonih, ker se tam pretvarjajo hormoni in žolčnik v bistvu odplaknejo odvečne hormone iz telesa. Potem pa naprej tudi v črevesju, ker te fermentacijska tekočina ima pač žive organizme, kot da bi mi si sami hrano fermentirali, ampak jo pač nimamo časa, niti ne pojemo pravo hrano, nimamo bakterij, da bi se to v črevesju zgodilo. Zato je dobro, da mi to že dodajamo. Te fermentacijske tekočine so je v bistvu, kot bi mi hrano že fermentirali, ampak ne moramo toliko različne hrane, toliko kvalitetno sfermentirati, ker to so tudi zahtevni postopki. Tako da tam bojo pa pomagali, da se bojo te hormoni bodisi izločili, odnosno pretvorili v pravo obliko. Zdaj, v fermentu je tudi so brokoli, pa ohrovt, pa tudi lanena, sončnica semena fermentirana, ki so v bistvu ključna, da se pravilno to v bistvu pretvori. En minus je, ne? Kako? En minus pa je, ne? Kakšen? Ja, glih okus ni sijajen. Ni sijajen. Ja? No, da probam. Šti tudi probala? Daj mi zaprobat. Ti ne spovedla. Mislim, navaditi se ga moraš, no. Jaz tole dajem tudi svoji skoraj 3-letni hčerki. Te lahko popitam. Pa ji rečem, zdravilo je in potem je v redu. Ne, ni. Tako ima okus na tole zelnico. Ne, v redu okus je. Ni tako napačno. Drugače si pa malo zmešaš z vodo. Mogoče zdaj otroci tako, odvisno zdaj, kakšno imaš preferenco. Ampak v redu je okus. Tako da to se lahko jemlje, bodisi tako, recimo v primerjavi s probiotiki, ki so pa že neki sevi v kapsulah, vprašanje, koliko so živi, koliko jih lahko mi, ker to so živi organizmi, probiotiki. Tudi te glavne bakteriditis, pa to ne moramo slačiti v kapsulo. Tako da je veliko probiotičnih kultur, ki jih ne moreš dati prav v kapsulo. Vprašanje je, če zadaneš ta prave, ki jih dodajaš. Določene so celo kontradelujejo za hormone lahko, tako da je tukaj cela zgodba. Medtem ko te fermentacijske tekočine v bistvu lahko jemo pred obrokom, da nam pač pospešijo razgradnjo živil. Tudi če so kakšne alergije, preobčutljivosti na hrano, bojo to v bistvu zelo dobro delovale, ker se bomo sčasoma tudi tukaj si lahko pomagamo, zato ker se hrana res razgradi in je potem absorpcija boljša, tudi kakšne anemije in to so vezane na to moteno absorpcijo, ni samo pomanjkanje železa recimo. Potem naprej, pa pač te probiotične kulture, ki smo jih vnesli, pa seveda pač popestrijo našo džunglo. Ker probiotiki pa v želodcu ne delujejo pa v bistvu samo v črevesju, pa še to je neki nabor, pač odvisno kaj dodajamo. Pač boljše to, kot nič, ampak probiotične tekočine imajo to prednost, da so v bistvu kot bi mi res hrano jedli, ampak glede na to, da jo mi sami ne moramo toliko sfermentirati, da nimamo encimov v črevesju, niti v želodcu, niti v črevesju pravih bakterij, je to zelo, zelo dobra podpora in je tudi pol ta povezava z možgani, kot si rekla na začetku, da se uporablja veliko drugačno. Zato, ker se tudi te nevrotransmiterji, ki so poleg hormonov, se tudi tvorijo v črevesju in so tudi za hormonsko ravnovesje, za to razpoloženje in vse to depresije in vse to, kar je tudi lahko s hormoni povezano, ključni. In so zelo dobri rezultati.
Hvala lepa za vse te informacije. Vsekakor pa vam priporočam, da si pogledate tudi posnetek z Antonom Komatom, ko dejansko govori o vsem tem, kaj je v našem okolju in čemu se je torej vredno izogniti. Še več informacij na www.klepetobkavi.si.